Če je tvoja boljša polovica totalno nastresirana, ker ima v šoli test in si mora zapomniti 100 stvari, ji probi čim bolj pomagati. Ne delati tega. Nisem jezna. Ne. Spoštuj njen čas za učenje. Ne ji pošiljati sporočil, ne jo facetimati. Pusti jo na mir. Če pa res ne moreš brez nje, se ji pa lahko pomagaš učiti. Sam ne takole. Kviz. Pa da vidimo, koliko znam. Ok, ali si pripravljena? Ja. Za 500 evrov nimate več pomoči. Kaj je glavno mesto Kameruna? Kinshasa. Ne, Yaounde. To ve še moja ta mala sestra, pa verjame v zobno vilo. Ti boš ta test ziher ruknila. Ziher! Ziher! Ne biti pokroviteljski. Nihče ne ve vsega. Raje ji pomagaj, da si organizira preostanek časa, ki je ostal za učenje. Ok, takole bo izgledalo. Od 2:45 do 3:45 bo utrjevala afriška glavna mesta, ker tle zelo očitno nimaš pojma. Potem sledi zelo kratka pauza za lupčkanje. Od 4 naprej pa bo preverjanje znanja. Tam boš lahko za vsak pravilni odgovor slekla en kos oblačila. Ampak glede na to, koliko slabo ti gre, boš po moje ostala kar oblečena. Kaj pa je od 5:45 do 5:50? 5:45 do 5:50, 5:45, nič. No, piš, prekinjanje veze s svojim fantom. Kaj? Tok narobe. Lej, najbolj važno je, da si ji v oporo, ker je zagotovo nervozna. Pomagaj ji, da bo čim bolj sproščena. Tako se bo pri reševanju testa lahko zbrala in dosegla boljši rezultat. Oziroma, naj kar sama odloča o tem, kako ji lahko pri sproščanju najbolje pomagaš. Glavno mesto Etiopije je Addis Abeba. Yes! Še en pravilen odgovor. Čas je, da si mi v oporo in da se še malo oblečeš. Kako se je pa vam najlažje učiti? Napišite v komentarje. Malo mi je vroče. Mene zanima.